knjižnega trga. Dobar dan, v oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Ines Cergol A Fresco, nedokončani roman Jureta Detelje Plačilo za moje stoletje in eseji Andreja Capudra Nedokončani spisi. Recenzije so napisali Jože Štucin, Sanja Podržaj in Marija Švajncer. Ines Cergol, avtorica 5 pesniških zbirk, je skoraj 3 desetletja poučevala slovenščino na gimnaziji Koper. Ob lanski upokojitvi pa se je od nje izvirno poslovila s pesniško zbirko z naslovom A Fresco. Pesmi v njej niso priložnostne, kot bi morda pričakovali, marveč sad pesničnega globokega čutenja in bivanjskega premisleka. Avtor ocene Jože Štucin jih je označil kot pesmi neskončnega kroženja. Pesniška zbirka uveljavljene pesnice Ines Cergol je izšla ob njenem odhodu v pokoj. Verjetno tudi kot nekakšna duhovna odpravnina šole, kjer je kot profesorica slovenščine dolga leta navduševala mlade literate ter se udejstvovala v mnogih drugih šolskih in družbenih dejavnostih. Ob vsem tem pa je gradila tudi svojo poetično izraznost. Izdala je več pesniških zbirk, A Fresco pa je v njenem opusu še posebej dragocena enota. Zagotovo lahko rečemo, da je Ines Cergol svoje profesionalno življenje izpovedala tudi skozi pesniški uvid na način besedne izraznosti. V vseh letih se je nabralo veliko iskrivih spoznanj, pogledov, lebden nad bivanjskim prostorom, tudi pod krilom Heideggerjeve misli, ki govori, da se bit resnice odkriva kot svoboda, kot je med drugim izpostavil pisec spremne besede Mile Pešorda. Logično je izpeljalo, da pesnica nekako izhaja iz humanističnih postulatov človekove nebogljenosti, celo nemoči, ki jih je treba premagovati z dejanji. V pesmi In vem se iskreno predaja refleksijam te nemoči. Ljubezen do otroka je čuječnost brez sna, tako silna kot ljubezen do Boga. Zato se o njej ne da napisati niti enega samega verza. Vsi psalmi so le trkanje na vrata preddverja neba. V tej pesmi je resignacija popolna. Kaj se potem sploh da? Kaj ima potem sploh smisel? Mimo trkanja na vrata preddverja neba. Ta pesniška drža je radikalna. Niti ne tako zelo izvirna, če pomislimo, da vsi prej ali slej pomislimo na edino možnost, ki nam na koncu pritiče. Odhod v onstranstvo z votlostjo naših zemeljskih upanj v naročju. Za nekoga v nebesa, Bog ne daj v pekel, za druge v nič, za nekatere pa v naročje spomina. Ko estetika duhovne razodetosti profilira edino čustvo, ki nekaj velja, to je ljubezen, se pri Ines Cergol tudi to slednje in edino upanje sprevrže v dvom, v boleče spoznanje. Pesem In slutim je deprimirana, da je joj. Še zadnjo svetlo bilko iz človekove biti neusmiljeno izruje iz temeljev smisla. Tudi ljubezen je le senca resničnega sveta. Naslov zbirke A Fresco lahko razumemo, kot da je nekaj nastalo na sveže, kar aludira na slikarsko tehniko fresk. Slednje se zdi bolj kot namig na literarno fresko nekega življenjskega obdobja, ki ga avtorica zapušča, kot na resnično sliko na sveži steni, ki bo dihala skozi čas. Vsaj v smislu poklicnih obveznosti se pesnica poslavlja, vsekakor pa ostaja v sveži igri kot pesnica, kot zanimiva in kreativna ustvarjalka. Knjiga je razdeljena na 5 ciklov, ki z naslovi bralca vsaj delno usmerjajo. Začne se z brezglasnostjo, ki jo uvaja pesem Freska. Avtorica ugotavlja, da ta koža, popisana zunaj in znotraj, še ni pristan za razkropljene ptice. Vrata pušča odprta, veliko kože je še neposlikane, nepopisane. Vse je še tu, čeprav se dobro zaveda, da bo nekoč pognala klice v neko belo dlan in zacvetela bo kamnita roža. V teh verzih se izmenjujeta resignacija in hrepenenje.
Še obstaja upanje, še se splača kovati črke v verze, če tudi bo to na koncu le kamnita roža, mogoče puščavska roža iz kremena in peska ali pa monument, svetilnik bodočih občudovalcev. Večina pesniških enot se tu začenja z veznikom če, ki uvaja neki vsebinski pogojnik. V pesmi Če ne vem, na primer zaključi: Kot morje brez dna si, vznemirljivo pogubno v besneči temini. Kot nasičeno zrcalo, ki ne more sprejeti nobenega odseva več. Zapeljani smo v globine eksistencialne stiske, saj v isti pesmi avtorica skoraj v paniki na dno oceana vrže sidro nevednosti, značilne pesniške drže. Ne vem, kje se konča podoba brez roba, odmev neizgovorljivosti. Po tem resigniranem sklopu pesmi se odpre filozofsko poglavje. Cikel Brezčasnost ponuja 10 pesmi, ki se večinoma začenjajo s podrednim odvisnikom ko. Pesmi zato pridobijo na spoznanjih, opaženih zaključkih. Pomenljiva je pesem Ko globina, ki pretanjeno razodene spoznanje o razsežnostih bivanja, ki so nam na voljo, ko smo tu, na zemlji. Pesnica piše misel brez metafor, neposredno na bel papir, brez prekrivanja svežino freske, ki dopušča tudi možnost naključnih lis. In odpre se globina neba. Težko je ne zaiti v meandrih neskončnih možnosti, a večnost je ena sama in nima dna. Nekako nas uvede v kozmične razsežnosti precej bolj konkretnih ciklov z naslovi Mesec, Roža in Breztežnost. Cikel Mesec ima nekaj nastavkov modernističnega razmišljanja o pesniških strukturah, denimo o vlogi naslova v pesmi. Postopek sicer ni nov, že nekateri znani avtorji, na primer Pound, Apollinaire, so pesmi naslavljali na koncu vseh verzov. Torej obrnjena slika, glava, iz katere je pognalo telo kot bilka, pesem. Tudi pri Ines Cergol ima ta način tak namen. Bralec naj bi poanto lahko dojel šele na koncu pesmi, ko prebere telo in pride do glave, naslova. Ne gre torej za modernizem, temveč bolj za zanimivo tehniko usmerjanja bralčeve percepcije. V pesmi, ki je dala naslov ciklu, pesnica personalizira nebesno telo in mu logično v naslovu na koncu pripiše totalno nevednost, kajti mesec ne ve, da vse nenehno kroži. In aludira na človeka, ki sicer za kroženje ve, kar je sicer njegova mora, obenem pa se zanaša na dejstvo, da vsi vemo za kroženje, ne pa za smisel kroženja. Tako se to laži. Blagor mu, dokler ne ve, dokler le vase zre, dokler ne vidi pore v roži, dokler ni ločen od zemlje. In blagor nam, da še ne ve. Cikel Roža nadaljuje to tematiko, se pa sooča s spoznanji, ki segajo tudi v območje molitve, bolj v smislu premišljevanja in duhovnega poglabljanja, kot prošnje za pomoč ali slavljenje Boga. Samota je grozljiva motivacija. Mislim seveda na eksistencialno osamljenost človeka, ki se rodi in umre sam. V pesmi Circulus viciosus je taka priprošnja. Pokaži mi pot, ki se ne vrača v izhodišče kroga, temveč se brez slepega kroženja pne v srčiko časa, ki ne ugaša. Zbirka Ines Cergol a fresco, premišljeno zasnovana in s poanto razgrnitve pesničenega kreda, se konča s ciklom Breztežnost. Nekako se vrne na začetek. Ujeti smo v breznu brezbesednosti in breztežnosti kot lunino vrtenje, ki je rojevalo lunine mene, a svojega okna sem videla le eno stran.
Jure Detela, pesnik in že v 80 letih zagrizen nasprotnik vsakršnega nasilja, je objavil 2 pesniški zbirki in avtobiografski esej, še več njegovih besedil pa je ostalo v rokopisih. Njegove literarne zapuščine se je že pred 15 leti lotil Miklavž Komelj in po 2 monografijah uredil še fragmentaren, nedokončan roman Plačilo za moje stoletje, ter ga dopolnil z obsežno študijo. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo AAC Zrakogled iz Kopra, posvetila pa se ji je Sanja Podržaj. Za razumevanje nedokončanega romana Plačilo za moje stoletje je ključno poznati nekaj dejstev iz avtorjevega življenja, ki predstavljajo tudi osrednje teme v romanu. Detela se je zavzemal za absolutno nenasilje. Zanj pa to ni bilo zgolj neko abstraktno načelo, ampak je to tudi živel. Bil je vegetarijanec, kar zanj ni bila samo prehranska izbira, temveč tudi izraz etičnega odnosa do vseh bitij. In to je prenesel tudi v svojo poetiko, saj represije ni želel uporabljati niti v jeziku. Njegov odnos do narave presega zgolj ekološko zavest, ampak se v njem zavzema za predrugačenje človekovega zavojevalskega odnosa do nje. Izjemno dejaven je bil kot aktivist in se zavzemal za odpravo smrtne kazni v Jugoslaviji ter nasprotoval mehanizmom policijskega in vojaškega nasilja. Roman Plačilo za moje stoletje je nastajal v prvi polovici 80 let. Miklavž Komelj, tudi sam pesnik, ki ga poznamo tudi kot urednika zbranih del in del iz zapuščine Vojka Gorjana, Jaše Zlobca, Srečka Kosovela, Karla Destovnika Kajuha in Vena Pilona, je svoje tovrstno delo pravzaprav začel z Detelo. Leta 2011 so izšli orfični dokumenti, teksti in fragmenti iz zapuščine. Nato leta 2018 zbrane pesmi v kar 2 delih. Plačilo za moje stoletje je filozofski roman, ki vas bo, če poznate poezijo Jureta Detele, zelo presenetil. Napisan je dokumentaristično, čeprav opisuje stvari, ki se niso zgodile, dogodki pa so uporabljeni kot ozadje za argumentacijo. Sama realističnost romana, njegov neposredni in neokrašeni jezik se ujemajo z Detelovo poetiko, s katero si je prizadeval, da bi besede osvobodil represivnih funkcij. To pomeni, da je vse, kar je zapisano, mišljeno dobesedno, brez kakršnih koli metafor. Te so namreč substitut, ki reducira in odstrani stvar ali bitje, to, o čemer pravzaprav govorimo, in so kot take primer nasilja v jeziku. Glavni junak in pripovedovalec romana Plačilo za moje stoletje je Jure Detela sam, v njem pa se prikaže kot morilec. Vse se začne z bojem za to, da v Jugoslaviji ne bi podaljšali služenja vojaškega roka in da bi razmere v vojašnicah postale bolj humane. Jure Detela si je s peticijami res prizadeval za različne cilje, vendar ni imel nobenega stika s politiko in politiki, kot je prikazano v romanu. V njem prijatelj Peter Glogovec, romanesknega Jureta, prepriča, da se udeleži večerje s politično elito, izmišljenimi osebami, ki nimajo povezave z resničnimi političnimi akterji tistega časa. Ti politiki naj bi bili Juretu naklonjeni in bi jih lahko nagovoril, da delujejo v smeri njegovih ciljev, s tem pa bi veliko mladim vojakom prihranil marsikatero bolečino in trpljenje. Jure se vda in v imenu doseganja dobrega cilja popusti glede svojih strogih etičnih načel. Na večerji je gamsje možgane, da ne bi naredil slabega vtisa s svojim vegetarijanstvom, in to sproži učinek snežne kepe, saj se drobni kompromisi hitro sprevržejo vse hujše in hujše. Nazadnje se s prijeno politično elito zaplete v utilitaristično logiko sveta, ki temelji na umoru, nasilje vedno utemeljujejo z višjim ciljem. Njihovi argumenti Jureta prepričajo s tem, ko trdijo, da bo z ubojem ene živali ali človeka pred trpljenjem rešil množice drugih bitij. Nasilje v imenu nenasilja, torej oziroma v imenu doseganja višjega cilja, ki je nenasilna družba.
Roman govori o nasilju, lahko slutimo, kaj se dogaja, čeprav nasilna dejanja niso nikoli opisana. V ospredju so argumenti za ta dejanja, prave filozofske razprave za in proti, ki predstavljajo glavnino besedila prvega dela romana. Ta doseže svoj vrhunec, ko Jure sodeluje v skrivnostnem karmično-očiščevalnem postopku, s katerim naj bi duše tistih, ki so predmet tega postopka, rešili pred neskončnim ciklom rojstev in smrti, ki prinaša trpljenje. Karmično-očiščevalni postopek izvajajo na političnih disidentih, jih mučijo in nazadnje ubijajo. Vse v imenu višjega dobrega. Enega od disidentov živega zakopljajo in Jure pri tem sodeluje. Nato pa ga pred nadaljnjimi zablodami reši prijatelj Simon, ki predstavlja ideal absolutnega nenasilja. Skupaj disidenta odkopljeta, a ugotovita, da sta bila prepozna. Jure se Simonovo pomočjo zave, da ga je elita izkoristila za svoje nemoralne cilje in se v drugem delu romana očiščuje od svojih okrutnih dejanj. Prvemu in drugemu delu romana v knjigi sledi dodatek, v katerem je objavljena še druga verzija romana, skupaj z zapisi in fragmenti, ki so bili ohranjeni med rokopisom, a niso njegov del, se pa z njim vsebinsko povezujejo. V uvodu Miklavž Komelj pojasnjuje, kako se je lotil sestavljanja romana iz kaotičnosti rokopisa na premešanih listih in lističih. Detela je roman pisal po fragmentih, nekateri odlomki pa so ohranjeni v 2 verzijah. Delo, ki je brez dvoma zahtevalo veliko študija, potrpežljivosti in poznavanja pesnika ter njegovega kroga, je Miklavž Komelj dopolnil še z detaljno in obsežno spremno študijo, s katero je vzpostavil kontekst, ki je za bralke in bralce v tem primeru nujno potreben. Roman namreč nima velike literarne vrednosti in res ni primerljiv z Detelevo poezijo po slogovni dovršenosti. Njegova največja vrednost so filozofski pogovori, argumenti za nasilje in proti nasilju, v katerih se pokaže avtorjeva intelektualna širina. Romana, ki je obstajal zgolj v fragmentih, avtor seveda ni končal, niti ni šel skozi uredniški proces. Tudi Komelj v besedilo ni posegal, objavljeno je takšno, kot je bilo, z vsemi napakami in lapsusi, na katere je kot urednik opozoril v opombah. V spremni študiji predstavlja ne le čas in prostor Detelovega ustvarjanja, temveč se temeljito opira na njegova druga dela, predvsem esejistična, korespondenco, pričevanja tistih, ki so ga poznali, in tako skuša rekonstruirati tudi tisto, kar je pisatelja gnalo pri ustvarjanju, zakaj je želel napisati roman, tako zelo drugačen od vsega, kar je napisal poprej, in tako zelo nasilen. Je sploh želel z njim kaj sporočiti ali ga je pisal zase, da bi si prek njega prišel do dna? Tega zagotovo ne bomo nikoli izvedeli in roman lahko beremo na več načinov, kar izpostavlja tudi Komelj. Po eni strani gre lahko za čisto transgresijo ali pa za eksperiment, v katerem avtor preizkuša samega sebe in kaj bi se zgodilo z njim, če bi opustil vso svojo moralno integriteto. Lahko da gre za eno samo veliko halucinacijo, rezultat vseh strahov o tem, da bi povzročal trpljenje. Morda pa gre za grotesko in parodijo, saj je v romanu tudi veliko črnega humorja. Komelj zapiše. Mučni občutek, ki ga lahko pusti tekst je, ob tem, da se v njem sijajne pasaže izmenjujejo z osupljivimi bizarnostmi, prav v tem, da ni jasno, kdaj gre za fikcijo in kdaj za resničen dokument o notranjem stanju. In kar je najbolj osupljivo, videti je, da za Detelo med obojim pri pisanju tega teksta sploh ni razlike. Vsaka izdaja, kot je ta, je v veliki meri tudi delo tistega, ki je naredil izbor, sestavil odlomke ter jih kontekstualiziral s spremnim besedilom. Miklavž Komelj je velik Detelov poznavalec, zato ne dvomimo v tem, da je svoje delo opravil strokovno in korektno.
Bolj zanimivo je v tem primeru dejstvo, da je knjiga Plačilo za moje stoletje izšla pri manjši založbi in da se za izdajo še neobjavljenega dela pesnika, ki je pustil trajno sled v slovenskem kulturnem prostoru, ne samo kot pesnik, temveč tudi kot prodoren mislec in aktivist, niso odločili pri kateri od večjih založb, ki redno izdajajo tudi dela slovenskih klasikov. Vsekakor je knjiga Plačilo za moje stoletje pomemben prispevek k domači literarni zgodovini in poznavanju opusa Jureta Detele. Njegova dela je danes vredno brati, saj spodbujajo vizijo drugačnega odnosa do sveta. Nekaj, kar nujno potrebujemo. Še ena knjiga iz zapuščine je pred nami, in sicer esejistična zbirka pesnika, pisatelja, esejista in prevajalca profesorja Andreja Capudra z naslovom Nedokončani spisi. Razdeljena je na 2 dela. V prvem so eseji o Dantejevi božanski komediji, v drugem pa avtorjevi osebni razmisleki. Knjigo je izdala Slovenska matica, vanjo se je poglobila Marija Švajncer. Knjiga Andreja Capudra Nedokončani spisi je sestavljena iz 2 delov. Eseji o Danteju in Breviari. Avtorjeva soproga Majda Capuder v uvodnem zapisu Knjigi na pot pravi, da je zbirka esejev nastala v zadnjih letih moževega življenja. Njegova literarna pot se je začela z Dantejem in z njim se je tudi končala. Božanska komedija ga je spremljala ves čas. Zanj je bila univerza, temeljna izobrazba in kaže pot ob profesuri, politiki, diplomaciji in nikakor nazadnje ob družini. Plodovito življenje pisatelja, esejista, prevajalca in pesnika se je izteklo leta 2018. Načrtoval je po 5 esejev za vsako kantiko. Pekel, vice in raj, vendar se zaradi smrti to ni uresničilo. Nedokončani spisi niso labodji spev, temveč izvrstni eseji, v katerih Andrej Capuder, čeprav že v zrelih letih, piše kot kak mladenič, poln ustvarjalne moči, iskrivih domislic in novih spoznanj. Njegova življenjska energija je nezaustavljiva, toliko vsega ima povedati. Zastavlja si vrsto vprašanj, kopiči dokazne razloge in kar naprej ugotavlja, da je še vse preveč tem, o katerih bi se bilo treba razpisati. Z veliko filozofsko vednostjo in obsežnim znanjem vstopa v Dantejevo božansko komedijo. Že res, da je v naslovu omenjena komedija, toda, poudarja Capuder, v tem resnobnem delu zaman iščemo humor. Avtor osupne nad izdajalci in samomorilci v peklu, zazre se v oči grešnikov v vicah in se pošali na račun Dantejevega podrejanja pametni, vsevedni in moralno neoporečni Beatriče. Pekel, vice in raj Capuder prepoznava v starih časih in miselnosti visokega srednjega veka. Vse skupaj pa s kritičnim pogledom prenese v naš čas in izreče par gorkih na račun demokracije, razbrzdane tehnologije in slabih medčloveških odnosov. Z izbranim besediščem, literarno bogatim slogom in miselno izvirnostjo vsebinsko ostaja tudi filozof in subtilen psiholog. Kot poznavalec človekovega duha, zavesti in njegove duše, ki ji pravi skrivnostna entiteta, prodira v skrito notranjost in razkriva obe plati duševnosti in ravnanja, tako dobro kot zlo. Edino dobro je samo resnica, vzklikne. Pesniška resnica, tako je prepričan, pa ni nič manj čvrsta od zgodovinske. Capuder pripomni, da se nam danes tehtnica zla čedalje bolj guga
in pri tem grozi, da nas bo vrgla s sedla, kamor smo se postavili v izbiri na vse ali nič. Dante Alighieri je marsikaj doživel. Kompromitiral se je v državljanski vojni med belimi in črnimi Gvelfi, se pravi privrženci papeževe politike, usmerjene proti cesarjevi politiki. Večkrat je menjal stran in se zameril vsem, tako papežu kot cesarju, za katerega je na koncu gorel z dušo in telesom, kot opiše Capuder. Ker so rodne Firence Danteja zavrgle, je begal po svetu in kot večni prosjak umrl v cesarski Raveni leta 1321 v svojem 56. letu. Bil je pesnik, politik in državljan. Še predobro se je zavedal svoje nepriznane veličine. Uspelo pa mu je, da je združil čar besede in domišljije ter se hkrati postavil na stališče sodnika, ki mu nič človeškega ni tuje. Capuder mu pravi naš pesnik, pa tudi dobričina. Kljub temu pa ugotavlja, da je v njegovih čustvih več negativnega kot pozitivnega in je pravzaprav bolj pesnik razuma kot pesnik srca. Ko se Capuder vrača k razkošju Dantejevega pesniškega sveta, v njegove misli vstopajo filozofi, ki so veliko vedeli o življenju in notranjih nasprotjih minljivega bivanja. Spet je slišati Kierkegaardjeve besede o bolezni za smrt in slutiti njegovo tesnobo, Nietzschejev nihilizem ni pozabljen in je vsiljivo sedanji, Bergsonovo sporočilo o intuiciji in smehu je nenavadno živo, ohranjeno je Camusovo občutje absurda. Dante je sprejemal preinterpretacijo Aristotelove filozofije, kakršne se je v svoji krščanski maniri lotil Tomaš Akvinski. Pred Capudra stopi vitez žalostne postave Don Kihot, širi se omamni vonj Baudelairovih rož zla. Drugi del knjige Breviari je sestavljen iz maksim, aforizmov, dvogovorov s filozofi in kratkih modrosti. Besedo breviari Capuder pojasni kot misel, spoznanje in očiščenje, skoraj molitev, in laični brevir, povzetek za nazaj, odprtje v prihodnost, vdor svetlobe v sajasto izbo, prepih, okna in notranji prostor. Te besede, že skoraj verzi, povedo dovolj. V nadaljevanju pa se pisec ne brani sočnega humorja in blagega posmeha. Kar precej ima povedati o človekovih nraveh in lastnostih, kot bogoiskatelj odkriva nova obzorja ter pred božjim obličjem v veliki meri ohranja individualno svobodo in izbiro. Dotakne se tudi politike in jo ima za umetnost kako zasebni interes pokazati kot javno dobro. To varanje se začne in konča pri samem sebi. Vmes je lahko milijone trupel. Edina resničnost pri tej stvari so pravila igre. Največji prevaranti se najbolj sklicujejo nanje. Nedokončani spisi so nadvse vznemirljivo in aktualno pisanje. Vsa ta domiselnost, izvirnost in miselna gibkost so tako žive, da je toliko bolj žalostno, da je ostala samo zakladnica idej, njihovega avtorja pa ni več med nami. Besede ostajajo in zvenijo svojo prepričljivostjo, globino in zrcaljenjem človekovega bivanja, tako veličastnega kot tragičnega, peklenskih muk in iskanja raja. Andrej Capuder ni bil samo esejist, filozof in prevajalec, temveč tudi pesnik. Njegovo izražanje je prečiščeno in povedno v svoji poetičnosti. Tu in tam je žlahtno konservativen, ter obuja vznemirljivo in lepo zveneče, že skoraj pozabljene besede, kot so temnica, gorečnost, ošabnost, razjarjenost, stremuh. Rad tudi vzklika, na primer, pazimo, in navaja italijanske, latinske in angleške besede, tujk pa bolj malo, kar naravnost svetuje. Splača se brati velike mojstre umske gimnastike, zlasti tiste, ki so svoja spoznanja pridelali na lastni koži. Knjigo Andreja Capudra Nedokončani spisi sta uredili klasična filologinja Sonja Weiss in filozofinja Ignacija Friedl-Jarc. Sonja Weiss v spremni besedi piše, da sta obe deli, eseji o Danteju in breviari, dovršeni v jasnosti misli in odprti za nadaljne razmišljanje. Capuder je mladost, kot enačbo za resnicoljubnost, obdržal do konca, ker je ohranjal notranjo transparenco, moralni pogum
in zvestobo samemu sebi. Razgaljal je nevarno samoumevnost nekaterih temeljev modernega sveta, od demokracije kot nujnega zla mislečega človeštva in navidezne družbene solidarnosti. Avtorjevo razmišljanje, tako Sonja Weiss, se ponuja kot vrelec večne mladosti, iz katerega je sam pogosto pil, s čimer je ohranjal napet lok, pokončno držo in svoj jaz. Vsekakor pa je vztrajal v pogumu. To je bila oddaja s Knjižnega trga. Recenzije Jožeta Štucina, Sanje Podržaj in Marije Švajncer sta prebrala Maja Mol in Bernard Stramič. Oddajo je posnel Vjekoslav Mikes, uredil sem jo Vlado Motnikar.